Vsesplošna uporaba pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih digitalnih naprav je spremenila način našega druženja, informiranja, izobraževanja, dela in tudi preživljanja prostega časa. Med tovrstnimi oblikami preživljanja prostega časa so tudi videoigre. Igranje je sicer lahko način sproščanja in razbremenitve, lahko pa ima tudi škodljive posledice za naše zdravje. Zakaj pa igramo videoigre? Ali jih res igrajo samo mladostniki? Imajo videoigre res samo negativne učinke za naše zdravje? Ali pa morda tudi kakšne pozitivne učinke? Kdaj igranje videoiger preide iz prostočasne dejavnosti v prekomerno uporabo in tudi možno zasvojenost? Danes je z nami magister psihologije Mark Žmavc, s katerim se bova pogovarjala o učinkih videoiger na naše zdravje. Pozdravljen. Živijo in hvala za vabilo. Ja, hvala vam. Zakaj igramo videoigre? To je zelo pomembno vprašanje. Vprašanje, ki je mogoče včasih malo spregledano, predvsem pri starših, da razumemo motivacijo ljudi. Zakaj je to tako popularna dejavnost. Na kratko lahko rečemo, da videoigre mladim ponujajo neke priložnosti za doživljanje poglobljenih tako socialnih, kognitivnih in čustvenih izkušenj. Oziroma, če rečem z drugimi besedami, videoigre imajo kapaciteto za odgovarjanje na neke temeljne psihološke potrebe posameznika. Naprimer, skozi videoigre se lahko povezujemo z drugimi, sklepamo prijateljstva, nekako čutimo, da nečemu pripadamo, potem premagujemo različne izzive, tudi treniramo določene spretnosti in pogosto lahko z nekim trudom pridemo do impresivnih dosežkov, ljudje nas kar naenkrat spoštujejo, dobimo nek ugled. Potem pa skozi videoigre se lahko tudi izražamo, mogoče mladim je to všeč, da lahko videoigra neko varno okolje, prek katerega lahko prosto izrazijo svoje mnenje, mogoče testirajo svojo identiteto, tam lahko recimo preizkušajo, kakšne so reakcije drugih, če so prijazni, če so nesramni. Dogaja se tudi to, da recimo fantje testirajo, kako je biti punca, izberejo ženski lik in na ta način mogoče dobijo več vpogleda v te medosebne odnose. Imamo pa tudi seveda ta vidik, da videoigra ponuja nek umik od vsakdanjega življenja, kar je še posebej priročno takrat, kadar imamo v življenju neke težave. Videoigra je tle zelo učinkovita, da pozabimo malo na nek stres, pritisk in take stvari. Bi pa omenil še, da je interaktivnost ključna lastnost videoiger, se pravi v primerjavi z nekimi tradicionalnimi mediji, kot je televizija ali pa tudi recimo knjiga. Tle se pričakuje aktivna participacija igralca, ne zgolj prepuščanje nekemu toku zgodbe. In to je tisto, kar dela videoigre tudi tako privlačne, in zato tudi redkeje govorimo o zasvojenosti s televizijo pa s knjigo, kot z videoigrami. Se pravi, v bistvu gre za neko varno okolje, mislim, tako ga doživljajo mladi, ne? Ja, seveda tle mogoče moramo povedati, da je to deloma je to na videz varno okolje, ker tudi splet ima svoje nevarnosti, tam predvsem mladi se srečujejo z neznanci in hitro lahko pride do kakšnih neprijetnih izkušenj. Ampak sigurno pa percipirajo mladi to kot relativno varno okolje, kjer v bistvu so anonimni in na ta način nimajo nekih direktnih takojšnjih posledic svojega vedenja in zato imajo manj inhibicije kot recimo v resničnem življenju pred starši, kjer takoj dobiš mogoče kakšno opazko nazaj, čakaj, zakaj se pa zdaj tako obnašaš. Tako da, ja.
iz tega vidika. Okay. Zdaj se mi zdi, da nekako taka miselnost se predvsem pojavlja, da igre igrajo pač bolj mladi. A pa to drži, da igrajo res samo mladostniki, oziroma kakšno je to stanje po nekih starostnih skupinah? Ja, mogoče je to bolj držalo včasih, ampak zdaj pa velja, da videoigre res niso neka aktivnost, ki bi veljala za neke specifične demografske skupine, ampak dejansko pritegnejo večji del populacije. Recimo, če gledamo podatke na ravni Evrope, pa tudi iz ZDA, je dejansko povprečen igralec videoiger starejši od 30 let. Ja. Niso to samo najstniki. Ja. Hkrati pa v bistvu več kot 40% igralcev v resnici igralk, torej je ženskega spola, ne? Tako da ne moramo reči, da zdaj videoigre igrajo samo najstniki moškega spola, ne? Je pa sigurno mal trend, sploh ko pogledamo zasvojenosti, ne? Da je teh problemov več pri teh skupinah. Pri mladi. Ja, tako. Kaj pa mogoče tako res iz tega vidika, je potrebna kakšna dodatna previdnost pač nekako pri odraščanju tudi, če govorimo res o mladih tle? Ja, sigurno je potrebna dodatna previdnost vedno, ko gre za mlade. Videoigre predstavljajo produkt, ki je zelo privlačen in hitro je lahko tega preveč. Ja. Zdaj je pomemben faktor, je tukaj naraščanje tudi trenda mobilnih videoiger v zadnjem desetletju, in to je imelo za posledico v bistvu povečan dostop do videoiger. Na eni strani vsem priložnostnim igralcem, ker je igranje videoiger postalo kar naenkrat veliko bolj praktično. To lahko zdaj delaš v bistvu kjerkoli. Po drugi strani pa so mobilne igre imele za posledico to, da so zdaj igre dostopne vedno mlajši populaciji, Se pravi, če gledamo tiste najmlajše predšolske otroke, torej na touchscreenu lahko zelo hitro postanejo kompetentni v upravljanju z digitalnimi napravami in to ima za sabo tudi svoje seveda posledice z vidika javnega zdravja. Se mi sigurno sprašujemo o tem, kakšne so posledice tega. Ko smo že pri nekih učinkih igranja, v tem smislu pojavlja se tudi kar nekih pač tako negativnih kot pozitivnih učinkov igranja videoiger. Kakšni pa so pač neki primeri tega iz obeh dveh strani? Najprej bi poudaril, da za večinski del igralcev mogoče bolj prevladujejo pozitivne posledice. Torej, za večino igralcev lahko rečemo, da je to da imajo pretežno pozitivne izkušnje z igranjem. Seveda imajo tudi kakšno negativno, ampak potem za manjšino pa potem se lahko res pojavijo neke težave. Zdaj, če še nekaj rečemo o pozitivnih učinkih igranja, kot sem že prej rekel, lahko igralci zadovoljujejo neke svoje temeljne psihološke potrebe preko tega. Recimo, predvsem je to aktualno v primeru posameznikov, ki imajo mogoče doživljajo neke stiske, so v malo težjih situacijah v življenju. In videoigre jih dejansko lahko polnomoči v smislu, da tam gradijo neke svoje spretnosti, recimo kako komunicirati z drugim, gradijo na svoji samopodobi, kar naenkrat so v nečem uspešni, kar mogoče jim primarna družina ne omogoča tega, In v tem smislu se lahko nekako boljš počutijo skozi videoigre in potem mogoče dobijo tudi moč za spreminjanje svojega resničnega življenja in s časoma pridobivati tudi pozitivne izkušnje v resničnem življenju. Potem z vidika pozitivnih izkušenj seveda videoigre mogoče tudi številna nova znanja, Recimo tudi učijo se mladi angleščine,
veliko mladih, ki se na ta način naučijo dobro angleško govoriti, tudi komunicirati s sovrstniki. Ja, videoigre pa lahko tudi uči recimo vztrajnosti, oziroma tega, da če vložiš trud v nekaj, da ti bo to, da boš nekaj dosegel, in ta dosežek bo recimo nekaj vreden, ne? Tako da te nauči, da če vztrajaš v čem, bo ta trud poplačan, ne? Tako da je kar nekaj pozitivnih lastnosti. Zdaj, če rečemo glede negativnih, je eden ključnih mehanizmov negativnih učinkov videoiger je v bistvu ta koncept nadomestitve pomembnih aktivnosti. Se pravi, zaradi same količine igranja videoigre človeku zmanjka časa za neke aktivnosti, ki so pomembne tako za duševno kot telesno zdravje posameznika. Recimo gre za spanje, gre za socialno interakcijo, odnose z družino, gre za telesno aktivnost, gre za prehranjevanje, higieno, seveda zmanjka časa za šolske obveznosti, lahko seveda tudi za službene obveznosti. Tako da to je ena ta razlaga, ki ne predvideva, da so videoigre recimo same po sebi toksične, ampak preprosto zato, ker zavzamejo tak del človekovega dneva in tudi narejene so tako seveda, da nagrajujejo količino igranja, a ne? Če ti hočeš biti uspešen skoraj v katerikoli videoigri, jo moraš igrati kar precej. In ja, to je recimo en mehanizem, seveda pa je lahko tudi sam virtualni svet vir negativnih izkušenj, tako kot so prej govorila, lahko se pojavi spletno nasilje, prevare, različne druge negativne izkušnje. Ja, potem pa tudi seveda prekomerno igranje in zasvojenost, ki potem pač pri enem delu populacije povzroča nove negativne posledice. Ja. Ok, zdaj nekaj si o tem že omenil, torej pač, da je prekomerno takrat, ko začne pač v bistvu to igranje nadomeščati druge aktivnosti oziroma pač stvari, ki ne bi jih počeli, se pravi za neko, ne vem, osnovno tudi higieno in pač ostalih opravil, ki ne bi jih naredili. V kakšnem primeru, pač kje pa je ta ločnica med neko zasvojenostjo ali pa prekomerno uporabo, kako potem ločimo potem, ali pa od običajne prostočasne dejavnosti, ki so ti neke meje? Ja, to mejo potegniti med temi stvarmi je vedno umetnost, težko, torej mejo med zdravjem in boleznijo, ne, recimo, to je izziv za katerokoli področje. Ja. Ja, o prekomerni rabi načeloma govorimo takrat, ko neka količina igranja negativno učinkuje na duševno ali telesno zdravje posameznika. Torej, tle ne govorimo še nujno o zasvojenosti, ampak v nekih manjših negativnih učinkih. Potem pojavlja se tudi izraz problematična raba, kjer podobno govorimo o tem, da način igranja, ne zgolj samo količina, negativno učinkuje na posameznika. Zdaj, zasvojenost pa v bistvu prepoznamo takrat, ko način igranja videoiger vodi v neko klinično značilno stisko. Se pravi, tle na strokovnjaku, da oceni, a ta način igranja res povzroča stisko pri posamezniku, a so videoigre odgovorne za to. In ja, ta v bistvu stiska se kaže prek tudi različnih kriterijev oziroma simptomov. Zdaj, tle imamo različne klasifikacije. Najprej imamo diagnostični in statistični priročnik, 5. izdaja, to je DSM-5, ki navaja 9 kriterijev za zasvojenost. Pa bi pač samo na hitro šel čez njih. Okay. Najprej imamo tle preokupacijo, se pravi pretirano okupiranost z dejavnostjo, tako z vidika razmišljanja o dejavnosti, kot z vidika samega vedenja. Potem imamo simptome odtegnitve, ki so v bistvu neprijetni občutki.
Pri mladih je to lahko recimo tudi agresivnost ob odvzemu naprave, na ta način se kaže. Med drugim ti simptomi lahko boste mogoče to prepoznali. Spominjajo na simptome od tradicionalnih zasvojenosti z drogami, ker seveda tisto področje je bilo veliko bolj raziskano, tako da tudi potem na področju novejših zasvojenosti pogosto poteka sposojanje teh kriterijev. Tretji kriterij, če nadaljujem, je toleranca, torej potreba po vedno večji količini igranja, oziroma lahko tudi rečemo vedno večji intenzivnosti, da dosežeš nek enak občutek zadovoljstva. Izguba nadzora nad igranjem, to se zgodi takrat, ko v bistvu sploh ne vemo, kako smo se znašli nekje. To je pogosto, recimo, ker ne veš, kako si sploh začel uporabljati telefon, ker naenkrat ugotavljaš, ker naenkrat je v moji roki. Ampak tudi pri videoigrah je lahko tako. Potem opuščanje drugih aktivnosti je peti kriterij. Se pravi, videoigre postanejo osrednja aktivnost v življenju posameznika in izgublja nekako interes za ostale interesna področja. Nadaljevanje igranja kljub težavam. Pogosto se človek zaveda, da ima težave, pa vseeno ne zmore z zmanjšanjem igranja. Sedmi kriterij je zavajanje drugih. Pogosto se zasvojenosti povezujejo z nekim tudi občutkom sramu in s tem pride tudi prikrivanje. Uporaba videoiger kot umik, včasih tudi rečemo za čustveno regulacijo, za izboljšanje razpoloženja. Tudi to je zelo pomemben kriterij zasvojenosti. In kot zadnje, da se pojavljajo neke negativne posledice, ki jih posameznik začne čutiti zaradi igranja na različnih pomembnih življenjskih področjih. Tako na kratko je teh 9 ključnih kriterijev. Torej po DSM-5 je potrebno izpolnjevati 5 od teh 9 kriterijev. Torej strokovnjak oceni, do kakšne mere posameznik izpolnjuje te kriterije, in če jih izpolnjuje 5 od 9, doživlja klinično značilno stisko in se te težave pojavljajo vsaj prek obdobja recimo 1 leta, potem se ponavadi prepozna zasvojenost. Zdaj, tle bi omenil še novejšo opredelitev, ki je leta 2018 predlagal WHO, torej v MKB-11, mednarodni klasifikaciji bolezni, v zadnji izdaji torej. Pa navaja samo 3 kriterije, to je, če na kratko rečem, izguba nadzora, kot smo rekli, igranje postane osrednja aktivnost in nadaljevanje igranja kljub posledicam. In tukaj se pa zahteva, to so mišljeni kot univerzalni kriteriji, torej potrebno je izpolnjevati vse te 3, in ponovno je ključni vidik klinično značilna stiska. Tle ena zanimiva kategorija, ki jo ICD, torej MKB-11 opredeljuje, je kategorija hazardous gaming, kar v resnici lahko prevedemo kot recimo problematično rabo, problematično igranje. In tle gre v bistvu za predklinično kategorijo, za katero predvidevajo, da so smiselni bolj preventivni ukrepi, ker seveda pri teh posameznikov obstaja povečano tveganje za razvoj zasvojenosti. Potem pri tistih z diagnozo zasvojenosti je pa potrebna obravnava. Tako da, če razumemo, da je namen diagnoze zasvojenosti to, da človek prejme strokovno pomoč in da bo drugače težko splaval, potem lahko to razumemo tudi kot mejo med zasvojenostjo in neko problematično rabo. Torej, ali človek potrebuje strokovno pomoč
ali mogoče zadoščajo zgolj neki preventivni ukrepi v smislu ozaveščanja, edukacije, a ne? Ali je tle potrebno res z nekimi terapevtskimi pristopi obravnavati človeka. Ja. Mogoče sam iz tega vidika, ker bolj spremljate to pač okolje, a ne, a je tudi ta stigma oziroma pač nek ta stran, ki ga imajo posamezniki pač pri tem, ko ugotovijo, kakor smo rekli, ne, da se dejansko zavedajo, da imajo mogoče nek problem, a je to nek faktor pri njih, ki vpliva tudi na to, da dejansko grejo nekam po pomoč se obrniti. Mi opažate to mogoče tudi? Sigurno. To je splošen problem na področju duševnega zdravja in na tem tudi delamo na nacionalnem programu duševnega zdravja, torej na odpravljanju stigme, na ozaveščanju, da so težave v duševnem zdravju v resnici nekaj relativno normalnega, ne? Za vsakega izmed nas vsak izmed nas se kdaj najde v položaju, kjer bi mu prav prišla pomoč drugega, pogovor. Naši prijatelji, naša družina žal niso vedno primeren sogovornik v takih primerih, seveda nekateri imajo tako podporo, ampak včasih pa pač je tudi zelo koristno, da se pogovoriš z nekom, ki ni neposredno vpleten v situacijo, mogoče lažje deliš stvari z njim, pa tudi z nekom, ki je strokovno podkovan v nudenju pomoči, tako da sigurno je to nekaj, kar je širše na področju duševnega zdravja, aktualna tema in nekaj, s čimer se moramo ukvarjati. Ja. Zanimivo mi je bilo tudi dejstvo, da v bistvu zasvojenost z videoigrami je nekako po podatkih iz 2022 nekako med 2%, medtem ko recimo zasvojenost z družbenimi omrežji ima približno 5% ljudi. Kako pogoste so te zasvojenosti v Sloveniji od videoiger specifično? Ja, imamo nekaj virov podatkov, ki jih tle lahko navedem. Zdaj pri samih mladostnikih pride v poštev naša raziskava HBSC, verjetno jo poznate, gre za zdravi povezanimi vedenji v obdobju otroštva in v bistvu mladostništva. In tukaj je bilo nekako ugotovljeno, da približno 10% oziroma nekih 9% mladostnikov kaže neke znake zasvojenosti z videoigrami, kar je kar precej, a ne? Potem, če gremo na študente, smo imeli leta 2021 v bistvu raziskavo o doživljanju epidemije in tam smo tudi merili simptome zasvojenosti z videoigrami. Tle se je pokazalo, da je bilo zasvojenih približno dobra 2% igralcev, oziroma po neki strožji klasifikaciji oziroma po strožjem kriteriju je bilo teh manj kot 1%. Tako da tle je tudi precej metodoloških pomislekov še vedno, ne? Različni inštrumenti obstajajo, vseeno je to področje še relativno novo, tako da tudi raziskovanje še dohaja samo tematiko. Zdaj pa, če gledamo odrasle, imamo zadnje podatke tukaj žal iz leta 2018, iz nacionalne raziskave o alkoholu, tobaku in drugih drogah. V bistvu bomo imeli kmalu tudi podatke iz 2023, žal trenutno jih še ne moram deliti. Ampak leta 2018 se je v bistvu pokazalo, da v populaciji 15 do 64 letnikov, da zgolj nekje 14% ljudi vsaj občasno igra videoigre, in med njimi je bil zasvojen, lahko rečemo, da kaže znake zasvojenosti manj kot odstotek igralcev. Tako da te podatki kažejo res na razmeroma nizke številke pri nas, ampak bo potrebno zbrati še
kar nekaj podatkov, tudi z različnimi inštrumenti. Zdaj v zadnji izvedbi smo izbrali drug inštrument, ki pričakujemo, da bo tudi boljš prepoznal znake zasvojenosti. Tako da ja, zaenkrat v Sloveniji se kaže, da ja, predvsem pri mladostnikih obstaja neko povečano tveganje, da če igrajo, da potem tudi hitro je tega preveč. V odrasli dobi pa moramo bi rekel, da moramo dobiti še več podatkov. Zaenkrat kaže, da problem ni tako zelo velik. Omenila si pa tudi družbena omrežja in ja, pri nas vsaj v odraslosti opažamo več težav na tem področju, torej več prekomerne rabe družbenih omrežij, več zasvojenosti. Je pa tle tudi potrebno poudariti, da je na področju družbenih omrežij manj raziskav, torej neki kriteriji so manj dokazani in posledično so to res neke grobe ocene prevalence. Ja. Prej sva sicer nekaj že omenila o teh dejavnikih, ki vplivajo na pojav zasvojenosti, tudi kot odmik od nekega vsakdanjega življenja ali pa nek varen prostor, kot ga doživljajo pač igralci. Kaj so še kakšni taki dejavniki, ki vplivajo sploh na ta pojav? Ja, tle ključno je zavedanje, da res morebitni razvoj zasvojenosti ni odvisen samo od videoigre, oziroma celo lahko rečemo, da je skoraj v večji meri odvisen od igralca, od njegovih lastnosti, od njegove življenjske situacije in tako naprej. Najprej z vidika demografskih značilnosti, tako kot smo prej rekli, fantje imajo nekoliko više tveganje in mladostniki, tudi zaradi svoje, bi rekel, še ne povsem razvite sposobnosti inhibicije impulzov. Njihovi možgani se v večji meri še razvijajo z tega vidika. Se pravi, vidik odraščanja je pa kar ključen tudi, ne? Ja, sigurno. Zdaj, če gledamo malo bolj psihološke dejavnike tveganja, pa tako kot sva že prej govorila, je med glavnimi dejavniki tveganja zasvojenost stiska posameznika. Če je človek osamljen, anksiozen, pod stresom, ima slabo samopodobo, torej svet videoigre lahko predstavlja neko varno zatočišče pred temi občutki. In ja, za nekatere, predvsem mladostnike, lahko to predstavlja edino okolje, kjer so sprejeti, kjer se počutijo varno, kjer so uspešni. In zato je v bistvu skoraj racionalno z njihove strani, da začnejo vedno več uporabljati videoigre. Seveda težava nastane, če njihova situacija v resničnem življenju ostane nespremenjena. Potem se s časoma to prekomerno igranje začne kazati tudi lahko v zasvojenosti. Se pravi, da posameznik res svoje psihološke potrebe zadovoljuje izključno z videoigrami. Se pravi, vsakeč, ko se recimo počuti malo slabo, mu je to tisto zatočišče, namesto da bi se recimo soočil s problemom. Sicer pa ja, nasplošno opažamo velike korelacije tukaj z duševnim zdravjem. Torej, tle je v bistvu smiselno razmišljati o oboje smerni povezavi. Torej, seveda, težave v duševnem zdravju napovedujejo tudi problematično igranje videoiger in potem problematično igranje videoiger naprej lahko napoveduje nadaljne težave v duševnem zdravju, je vzrok za nadaljne probleme. Tukaj recimo zasvojeni v prvi vrsti poročajo o težavah na šolskem področju oziroma službenem, potem tudi različne težave v duševnem telesnem zdravju, v odnosih in tako naprej.
Tako da ja, v bistvu je tle nekako, bi lahko rekli, da posamezniki z največjim tveganjem za zasvojenost z videoigrami so hkrati tudi tisti, ki videoigre najbolj potrebujejo. Ja. Mogoče tukaj še bolj ključno izpostaviti, da dejansko, če imamo kakršne koli probleme, ne, da se o tem dejansko pogovarjamo naprej, pa če je to pred igranjem ali po igranju videoiger, kakorkoli, da jih prepoznamo, da pač se obrnemo na nekoga, ne. Tako je, ja, ta trend, da ne bežimo pred težavami, ampak tudi če nam je neprijetno, se probamo soočiti z njimi. Ja. Kaj so pa mogoče, veliko govora je tudi o tej oglaševalski industriji na področju videoiger. Imajo mogoče tudi oni, mislim, kakšne učinke imajo? So to ogromni ali gre res le bolj za posameznikovo neko predispozicijo, no, če lahko tako rečem? Ciljna populacija igralcev videoiger za informiranje večinoma uporablja internet. Tako da tle gre predvsem za oglaševanje preko recimo družbenih omrežij. Tle je zelo prevalentno torej ta content creation, preko katerega, se pravi preko streamov igralcev se ljudje informirajo o videoigri in potem jih tudi to pritegne, da sami začnejo igrati. Se pravi, zdaj zelo pogosta igralska izkušnja ni samo igranje, ampak je tudi gledanje nekih vplivnežev, ki igrajo videoigre. In to je tisto, kar jih tudi potem konstantno spominja na to, na ta svet videoiger in jih spominja na to, zakaj trenutno ne igrajo in vzbuja motivacijo, sploh recimo prek pametnih telefonov, ne, lahko konstantno dobivajo obvestila, da se dogaja to, drugo, tretje, neko tekmovanje, torej neko prenašanje vsebin v živo, imajo občutek, da zamujajo nekaj in tudi to jim v bistvu potem da nadaljnjo motivacijo za igranje, jih konstantno privablja nazaj v svet videoigre, ne. Potem pa, če gremo še na mobilne igre, ne. Mobilne igre so specifične z vidika, da so večinoma brezplačne, ne, torej na začetku, potem pa v bistvu industrija služi s tem, da posamezniku predvaja različne oglase. In to je lahko seveda tudi problematično, sploh če razmišljamo, da mobilne igre igrajo tudi že zelo torej otroci v zgodnjem otroštvu so potem izpostavljeni recimo oglasom za neke produkte, ki so za njih popolnoma neprimerni. Tako da z vidika oglaševanja je tudi to lahko težava, no. Kaj pa mogoče iz tega vidika, ker to vse gre potem tudi za neko povezovanje, ne, pač med v bistvu to skupnostjo, ne. Se pravi, to iz nekega tega vidika se to tudi kakor neko družabno dejavnost pa v bistvu obravnava lahko, ne, da se povezujejo tudi pač ta neka skupnost med sabo, tako da mogoče tudi iz tega, kako ne rečem, tudi to potegne nazaj človeka v igranje, verjetno, ne. Sigurno, ja, ta sploh izraz skupnost je dober, ker sploh recimo za človeka, ki živi v mestu, je vedno manj nekih fizičnih skupnosti, katerim pripadamo, vedno več je pa nekih virtualnih skupnosti. In ja, seveda imamo tudi potrebo potem, da pripadamo nekim skupinam oziroma skupnostim in tudi to potrebo sigurno videoigre naslavljajo uspešno, da si del recimo igralcev določene igre, lahko si del določenih klanov znotraj videoiger, torej tam dobiš neke take socialne izkušnje, ki jih mogoče recimo, če nisi kot otrok del nekega športnega kluba, težko dobiš. Ja. Okej, zdaj omenili smo tudi te študije, ki jih med drugim tudi NIJZ izvaja, ne, in tudi pač delo, se pravi Centra za duševno zdravje na tem.
Kako si pa še institucija, se pravi NIJZ, prizadeva za zmanjševanje problematike zasvojenosti z videoigrami? Ja, torej področje zasvojenosti z videoigrami je vključeno pod širšim področjem nekemičnih zasvojenosti, ki ga pokriva nacionalni program za duševno zdravje, to je program Mira. Znotraj tega s kolegico Špelo Selak, ki je vodja interdisciplinarne skupine za nekemične zasvojenosti, delava na različnih področjih, torej se pravi ne samo na videoigrah, tudi širše na področju digitalnih zasvojenosti, pa tudi v bistvu ostalih nedigitalnih vedenjskih zasvojenosti, kot so igre na srečo, potem pornografija, kot še dve recimo večja področja, s katerimi se ukvarjamo. Ja, delamo z enega vidika raziskovalno, torej potreba je potem, da ocenimo najprej, koliko velik je problem, v resnici še prej, kaj sploh je problem. Definirati problem, kateri vidiki, v tem primeru igranja videoiger, so problematični, pri komu. Te stvari je potrebno kakovostno zmeriti, kar je izziv že samo po sebi, ker tudi v resnici moramo delati na kakovostnih vprašalnikih, ki so primerni za slovenski prostor, ki so dokazani in tako naprej. Tako da, ja, v bistvu kar en velik del je usmerjen tudi v razvoj vprašalnikov za prepoznavanje teh problemov. Pregledujemo različno literaturo o tem, tudi kakšne intervence so učinkovite in tako naprej. Potem na drugi strani delamo na preventivi. Pomembno je ozaveščati tako splošno in strokovno javnost, imeti tle neko edukacijo. Recimo organizirali smo drugo konferenco, zdaj že drugo konferenco obvladovanja nekemičnih zasvojenosti, kjer smo povabili zraven tudi tuje strokovnjake, ki so različne strokovne profile, ki se soočajo s tem problemom v praksi, nekako podučili o različnih pristopih k temu problemu. Potem imamo pa še obravnavo, torej poskušamo okrepiti vire pomoči na področju nekemičnih zasvojenosti na splošno. Poskušamo izobraževati strokovnjake recimo v centrih za duševno zdravje, ki se ukvarjajo s temi temami. In ja, izboljšati moramo tudi sodelovanje med različnimi deležniki, med različnimi ponudniki pomoči. Tako da ja, imamo kar veliko dela. Ogromno. Ja. Mogoče so proti koncu, kdaj in kam po pomoč, se pravi v primeru, da se nekdo zaveda, da ima ta problem, kam se lahko obrne? Ja, to je seveda zelo dobro vprašanje. Mogoče najprej bi rekel, da je koristno, da, tako kot smo prej rekli, da svoje težave zaupamo vsaj enemu od svojih bližnjih ali pa prijateljev, nekomu, ki mu zaupamo, ker pomembno je aktivirati čim več virov podpore posamezniku. Seveda o svojih težavah lahko spregovori človek z osebnim zdravnikom, ki človeku svetuje, kaj bi lahko bile poti do pomoči. Obrne se lahko na najbližji center za duševno zdravje. To so relativno nove službe, ki delujejo na primarni ravni zdravstva v okviru zdravstvenih domov, za kamor torej ne rabiš napotnice. Torej, če imaš težave, se tam oglasiš. In tukaj deluje v bistvu ekipa, multidisciplinarna ekipa strokovnjakov, ki potem glede na potrebe posameznika določijo, kako naj se posamezniku pomaga. Pomoč na tem področju nudijo tudi številne nevladne organizacije. Tako da v bistvu imamo letak z viri pomoči na področju nekemičnih zasvojenosti, ki ga najdete na spletni strani Mira.
In tam so navedeni tudi po regijah, recimo različni viri pomoči, glede na to, pač, kje se človek nahaja, se lahko potem obrne na posamezno ustanovo. Tam imamo zraven tudi kontaktne informacije, tako da to najdete na naši spletni strani. Potem bi pa omenil še širše, imamo spletni iskalnik virov pomoči na področju duševnega zdravja, tudi na naši spletni strani programa Mira, ki omogoča v bistvu iskanje tako po regiji, po ciljni skupini, po problematiki, ker seveda te težave lahko, pri teh težavah nam lahko pomagajo tudi različni viri, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem na splošno. Tako da tudi to je lahko koristno. Ok, hvala. Pa mogoče še za konec, vsem smo v neki taki dobi, kjer se mi zdi, da dejansko je neizogibno, da bojo mladostniki in pač mladi uporabljali tehnologijo in se popolnoma lahko izognili vsemu temu. Kako pa v tem primeru mogoče starši postopajo, če opazijo pri svojih otrocih, da imajo probleme s tem? Ja, zelo pomembno vprašanje. Jaz bi rekel, da je najprej potreben nek prostor za razumevanje otrokovih potreb. Torej, starši morajo se potruditi razumeti, zakaj otrok igra videoigre na ta način, do te mere, kaj točno tam dobi, a tam dobi bolj druženje ali nek občutek kompetentnosti, da je uspešen, ali da je res lahko to, kar je. In potem razmišljati o tem, kaj so alternative za zadovoljevanje teh potreb. Torej, kakšne možnosti, tudi glede na interese otroka, kakšne možnosti obstajajo v življenju družine, da se mogoče te potrebe zadovoljijo izven ekranov. Ja. Tako da predvsem to. Seveda, sploh ko je otrok mlajši, je pomembno, da imamo jasne meje, da imamo družinska pravila glede uporabe zaslonov na splošno. Torej, zdaj res mi se precej fokusiramo na najmlajše, ker tukaj opažamo največji razkorak med tem, koliko so starši ozaveščeni o nečemu in koliko bi mogli biti ozaveščeni. Torej, te učinki prezgodnje rabe zaslonov so še relativno nepoznani. Informacije z terena, recimo strani pediatrov, pa jasno nakazujejo, da so tle lahko neke resne posledice za razvoj otroka. Tako da tukaj predvsem je potrebno delati na ozaveščanju staršev, ker starši so tisti seveda, ki imajo primarno vlogo pri zdravih navadah otroka z vidika zaslonov. Tako da predvsem v teh zgodnjih letih je pomembno, da porabo zaslona omejimo, ker otroci tega v predšolskem obdobju v resnici ne potrebujejo. Ja. No, tako da je pomemben mogoče tudi iz vidika, da tudi če starši ne vejo, kako bi pristopili, da lahko tudi pač nekako se obrnejo na enega od teh virov pomoči, ali pa najdejo še kakšen dodaten vir na strani od Mire ali pa tudi od Nacionalnega inštituta. Ja, tako je. Na spletni strani imamo tudi različna edukativna gradiva, ki pomagajo pri vsakdanjem življenju. Imamo tudi različne dogodke od konference do drugih dogodkov, kjer se da zvedeti več stvari. Ja. Precej pa je tudi preventivnih aktivnosti na nacionalni ravni, ki jih izvajajo večinoma nevladne organizacije in se je smiselno sigurno v njih vključiti. Ok, super. Mislim, da smo kar orisala ta vidik videoiger v Sloveniji, tako da, če bi še kaj dodal. Ne, jaz se najprej še enkrat zahvaljujem za tole debato. Se mi zdi, da je tema zelo pomembna, sploh še širše tema prekomerne uporabe digitalnih tehnologij, je zelo in trenutno in sem vesel, da dobi svoje mesto tudi na inštitutu. Tako. Ja, najlepša hvala za pogovor. Hvala tebi.
Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. Z vami sem bila Alja in lep pozdrav do prihodnjič.